Dobrodošli v oddaji Aktualni dogodki. Danes se bomo poglabljali v praznik Binkošti, enega najpomembnejših praznikov v krščanskem koledarju. Binkošti, ki se praznuje 50 dni po Veliki noči, obeležujejo prihod Svetega Duha na apostole in ustanovitev cerkve. To praznovanje je polno simbolike, ki nagovarja vernike k duhovni preobrazbi, poslanstvu in enotnosti. Danes imamo z nami pomembnega gosta, gospoda škofa Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kako bi opisali pomembnost praznika Binkošti in kako se ta pomembnost odraža v življenju vernikov danes? Binkoštni praznik je eden od pomembnejših praznikov v liturgičnem letu. Čez dober teden dni ga bomo obhajali in to je dogodek, kjer podoživljamo to, kar so apostoli doživeli na Binkoštni dan. To beremo v apostolskih delih. Tukaj imamo knjigo, ki jo uporabljamo za podeljevanje zakramenta svete birme in tukaj notri je ta odlomek iz apostolskih del, iz 2. poglavja. Apostoli govorijo v moči Svetega Duha. Je naslovljen ta odlomek. Ko je prišel Binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Tedaj je nastal nenadoma z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju, in je napolnil vso hišo, kjer so sedeli. In prikazali so se jim jeziki, kakor plameni, ki so se porazdelili in obstali nad slehernim po eden. In naprej nadaljuje Božja beseda, da so bili vsi napolnjeni Svetim Duhom. Se pravi, so bili opolnomočeni. In to, se pravi, opolnomočeni za poslanstvo, za oznanjevanje evangelija, in to je tisto, kar tudi mi v veri podoživljamo danes, za Binkoštni praznik. Skozi velikonočni čas premišljujemo dogodke o Jezusovem trpljenju in vstajenju, kaj to pomeni za našo vero, to izpovedujemo v veroizpovedi, kaj vsebina naše vere. Ob Binkoštnem prazniku pa se spomnimo darov Svetega Duha, ki smo jih prejeli pri svetem krstu najprej, potem pa seveda pri sveti birmi in tudi pri drugih zakramentih in priložnostih prejemamo Svetega Duha in je seveda to tudi trenutek, da se Gospodu zahvalimo za to, da smo prejeli in da se vprašamo, kako iz teh darov živimo, mogoče kaj spremenimo v življenju, se lahko tudi na novo potrudimo, odločimo, zato da bomo nekaj več časa posvetili tudi za duhovnost, da bomo tudi duhovno bolj sveži. Kakšno zgodovinsko ozadje in kontekst pa ima praznik Binkošti? Binkoštni praznik ima zametke že v stari zavezi, kot vemo, kajti prazniki, ki jih imamo v novi zavezi, so nekateri tudi, kot recimo Velika noč, povezani z judovsko Pasho, tako da vsi ti prazniki imajo tudi neko zgodovinsko povezavo. Kar je za nas pomembno je, da so ti prazniki povezani tudi z mojo, se pravi z našo zgodovino, da to ni samo spominjanje dogodkov, ki so se zgodili v Jezusovem času ali predtem, pač pa da gre za to, da sam vsak veren človek to doživi v svojem življenju, na lastnem telesu, premišljuje te dogodke, kaj pomenijo za njegovo življenje in da se nekako opogumi in zraste v veri, da postane bolj močan in da ga je manj strah za poslanstvo, ki mu je zaupano. Kako bi opisali delovanje Svetega Duha in njegovo vlogo v življenju krščanskih vernikov, zlasti na praznik Binkošti? Ja, v Svetem pismu, ko govorimo o Binkoštnem prazniku, imamo simbole, kjer so šum, potem so govorili različne jezike, pa so se razumeli, potem plameni so se jim prikazali. V Svetem pismu imamo zelo veliko simbolike, tako tudi mi razumemo lažje, če govorimo o simbolih. Mogoče uporabim simbol oziroma primerjavo z GPS napravo, z navigacijo, ki jo vsi poznamo iz avtomobilov ali iz telefonov, kjer nam pomaga priti do cilja. Pomembno je, da vemo, kam si želimo, da imamo naslov ali točko, kamor želimo priti, potem izhodišče, da se zavedamo, kje smo, in potem vtipkamo in poženemo to navigacijo in nas potem pelje do cilja. Mi vemo, kje je cilj. Jezus pravi, jaz sem tisti, ki vas vodim k očetu. Jaz sem pot, resnica in življenje. In kdor pozna mene, pozna tudi pot, pozna tudi očeta. Po Jezusu prepoznavamo Božje obličje. Se pravi, to je ta Božja navigacija in Sveti Duh je tisti, ki nam odstira te poti, tudi takrat, kadar se ta navigacija mogoče tako dobro ne vidi, nam on daje notranjega uvida, nam daje poguma, nam daje modrosti, nam daje pobožnosti, da premagamo strahove, da gremo naprej po tej, da sledimo tem Božjim vzgibom. To je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno v
oziroma tudi zelo konkretno za življenje po veri danes v vsakem trenutku. Kako se današnje praznovanje binkoštov razlikuje od tradicionalnih obredov in običajev? Vsako praznovanje, tudi če gre za isti praznik, se iz leta v leto razlikuje, že tako, ko premišljujemo vsak zase, za svoje življenje, za svoje praznovanje, od otroštva naprej. Pa tudi lansko leto je bilo drugačno, kot bo letošnjo, zato ker smo doživeli že več stvari vmes, različne dogodke, srečali različne ljudi, imamo nova duhovna izkustva tudi, zato je tudi vsako praznovanje nekaj novega. In to je tudi izziv, da prisluškujemo, da gledamo, kako nam Bog letos po Svetem Duhu prihaja naproti, kaj nam letošnji praznik binkošti daje, kakšna priložnost je za nas letos ob tem prazniku. Skratka, nas spodbuja, da smo na preži, da vse čute, ki jih imamo, se pravi ne samo sluh, vid, voh in tip, ampak tudi te notranje duhovne čute srca, nekako odpremo, jih aktiviramo, da bi začutili, kako ta Božji duh deluje v našem življenju. Kakšno je vaše osebno videnje povezave med binkoštmi in misionarskim delom ter oznanjevanjem krščanske vere v sodobnem svetu? Gre za zelo pomembno povezavo, če povem kakšen konkreten primer. Torej, vera se vedno kaže v življenju kakšnega človeka, če je veren. Tukaj na Teološki fakulteti sem pred kratkim imel predavanje, kako se vera prenaša iz roda v rod, recimo po starših, po očetu, po mami, po navadi, pa ena študentka dvigne roko pa pravi, jaz pa nisem tako prijela vere. Sem rekel, kako ste pa vi prišli potem do vere? Pravi, preko moje prijateljice, ki sem videla, da je vesela, ker je verna, mi je govorila o tem, da je verna, kaj vera pomeni, in je tudi zame to postalo zanimivo, in tako sem se tudi jaz odločila potem, da postanem verna. In drugi primer, pred kratkim na neki župniji v Beli krajini sem prišel nenapovedano zvečer v župnijo in je kaplan pripravljal mlade na zakramente. Ena dijakinja, gimnazijka, se je pripravljala na krst. Pravi, sem jo vprašal, kako ste prišli do tega? Danes mnogi nehajo po Birmi hoditi v cerkev. Pravi, jaz sem pa šla na izlet v Rim, skupino, šolo, in sem videla različne stvari. Me je zelo pustilo močen pečat. To, kar je krščanstvo pustilo iz preteklih stoletij ali tisočletij, kar smo videli, kar smo začutili, in me je nekako nagovorilo, da sem jaz tudi si zaželela postati verna. In tako sedaj se pripravljam na zakramente. Tako vidimo, kako Božji duh deluje ali direktno, ali po ljudeh, ali po dogodkih. Skratka, deluje v realnem, konkretnem času. To ni nekaj imaginarnega, ampak je nekaj zelo konkretnega. Bi nam na koncu dali še kakšno sklepno misel? Ja, tako kakor je pomembno recimo za nastopanje, da smo pozorni, da smo budni, da smo čuječi. Nekaj podobnega je tudi za našo duhovno rast zelo pomembno, se pravi, da smo čuječi, budni, da opazujemo sebe, da opazujemo okolico, da opazujemo in reflektiramo dogodke, ki se nam zgodijo, kaj to pomeni in kako mi lahko razpoznavamo delovanje Božjega duha v našem življenju, v naši okolici, in kako se to kaže potem tudi na tem, da Bog resnično deluje in da me bo opogumil, da me ne bo strah, da bom šel pogumno naprej v življenje, tudi če je negotovo, tudi če je mir krhek, tudi če so nevarnosti take in drugačne, da bomo s pogumom šli naprej. Jezus pravi, jaz sem z vami do konca sveta. Kdor bo veroval, kdor prejme Svetega Duha, bo prišel do cilja, kajti Gospod je z nami. In tega vam želim vsem, da bi šli z zaupanjem in z močno vero, da je Gospod z nami. Lepo se vam zahvaljujem za vašo sklepno misel in da ste bili danes z nami in nam predstavili praznik binkoštje. Tudi vam se zahvaljujem, da ste danes poslušali. Se vidimo prihodnjič in nasvidenje.